Za kratko kratico TTIP se skriva obsežen sporazum o čezatlantskem trgovinskem in investicijskem sodelovanju, ki naj bi, tako zagotavljajo uradni predstavniki na obeh straneh Atlantika, olajšal trgovanje med ZDA in Evropsko unijo ter dal nov zagon šepajoči evropski ekonomiji. Sprostitev trgovine med celinama naj bi Evropski uniji prinesla dodatnih 120 milijard evrov BDP-ja in milijone novih delovnih mest, pravijo v Evropski komisiji. Nasprotniki pa opozarjajo na pretirano optimistične napovedi in vrsto pasti, ki jih sporazum, o katerem intenzivna pogajanja tečejo že 2 leti, prinaša prebivalcem Evrope. Sporazum odpira kopico groženj na področjih od prehrane, kemikalij, javnih storitev, dostopnosti zdravil, javnega zdravstva ali šolstva. Tudi osnovne komunalne storitve so vprašanje tega sporazuma in tu je jasno, da gre predvsem za pospeševanje nekih gospodarskih aktivnosti, nekih dobičkov podjetij, korporacij in je pisan sporazum izključno iz tega stališča, se pravi iz maksimiziranja trgovine, ne stališča dobrobiti do družbe, živali, okolja in tako dalje. In ta imperativ odpira neko grožnjo, da bodo tu kratene naše pravice, kar potrjujejo tudi sedaj ti dokumenti, kolikor jih je bilo dostopnih. Medtem, ko številni kritiki sporazuma opozarjajo na pasti, pogajanja z nezmanjšanim tempom tečejo dalje, v korist Evropejcev, zagotavljajo v Bruslju. I surely believe that the TTIP deal is a very good deal for Europe and for Germany. It's an economic opportunity, it's a possibility for more efficient governance, and it's a possibility for us to renew our transatlantic partnership and together with the US set standards and values in the world. Malmströmova podobna zagotovila kot Nemcem daje v vseh evropskih državah, kjer državljane skrbijo zaščita javnega zdravstva in šolstva, kakovost hrane ter preko mehanizma ISDS povečane možnosti korporacij, da tožijo države, katerih zakonodaja jim krati ustvarjanje dobička. Kot je pojasnil Branimir Štrukelj, so glavne ovire za večji dobiček podjetij zaščita delavcev, okoljski standardi in prehranska varnost. Vendar pa je tu treba poudariti, da preprosto tu tega mehanizma ni možno oblikovati na način, ki ne bi vsaj v neki meri dopuščal zlorab, kot so se dogajale v preteklosti. Zato absolutno nikakršen mehanizem ISDS v tem sporazumu. Stališče, ki ga v pogajanjih zagovarja Slovenija in ga potrjujejo tudi predstavniki Evropske komisije, ki vodijo pogajanja, je, da sporazum ne sme posegati v do sedaj dosežene standarde na področju zaščite zdravja ljudi in živali, varnosti, dela in okolja oziroma jih ne sme poslabševati, je pojasnil direktor Direktorata za turizem in internacionalizacijo magister Marjan Hribar. Sprejetje sporazuma bo tako pomenilo predvsem padec cen nekaterih izdelkov in večjo ponudbo ameriškega blaga, zagotavljajo v ministrstvu in dodajajo, da bodo vpliv sporazuma občutila predvsem podjetja. Trenutni izvoz v ZDA predstavlja le 1,7% slovenskega izvoza. Med pomembnejšimi razlogi so različni tehnični standardi in administrativni predpisi, ki bistveno podražijo poslovanje. Prav poenotenje teh je ena pomembnejših poglavij. A analiza, ki so jo naročili na Ministrstvu za gospodarstvo, kot tudi nekatere mednarodne analize, so pokazale, da slovensko gospodarstvo od sporazuma ne bo imelo tako rekoč nič.
Simulacija učinkov, ki jo je pripravil dr. Jože P. Damjan s sodelavci, je pokazala, da bodo nekatere panoge na boljšem, druge na slabšem kot sedaj, skupen učinek pa bo komaj merljiv. Istočasno pa odpira sporazum nekatera nova tveganja, predvsem možnost podaljševanja patentne zaščite originalnih zdravil, ki bi škodila Krki. V živilski industriji pa opozarjajo, da ima Evropa precej višje standarde in bo njihovo približevanje odprlo vrata prehrambenim izdelkom z gensko spremenjenimi organizmi ali mesu živali pitanih s hormoni in antibiotiki, kar je v Evropi prepovedana praksa. In medtem ko so nasprotniki zbrali preko 1,5 milijona podpisov proti sklenitvi sporazuma, je uradno stališče komisije, da bodo pogajanja končana do konca letošnjega leta.